Ali bi se preselili na Sicilijo in brezplačno živeli v prenovljeni hiši? Evo, tale komentar oziroma kar članek sem našel na 24 ur in se mi zdi tako zelo zanimiv. In sicer bom kar majčkeno bral pa komentiral. Na platformi Airbnb iščejo prostovoljca, ki bi se za leto dni preselil v kraj Sambuca na jugu Sicilije in v sveže prenovljeni hiši za 1 evro dajo sobe. To je super, a ne? Kaj ni? Zaslužek bo lahko obdržal. Daj mi tudi meni tako ponudbo, pa grem takoj v to. Prosilec mora biti star najmanj 18 let, znanje angleščine je obvezno, italijanščina seveda pomaga. Kdor bo izbran, pa lahko s sabo pripelje prijatelje, partnerja, pa tudi celo otroke. No, vsaj tako obljubljajo. Evo, tukaj na zaslonu vidite, kje naj bi bila ta Sambuca di Sicilia. Leži v bližini Agrigenta in ne slaba ura vožnje z avtom jo loči od ene najlepših sicilijanskih obal. Torej, gre se za to, da naj bi bila neka prenovljena tronadstropna hiša na voljo in tako oddajati sobe turistom. To je neka sanjska ponudba za delo, pripravili pa so jo sicer na platformi Airbnb. Hiša stoji v Sambuci, to je kraj s 6000 prebivalci, ugnezdenem v skalah na jugu Sicilije. Po domače povedano je to Bogu za leđima, kakor bi rekli na jugu. No, ta od sveta pozabljena vas se je znašla na prvih straneh številnih medijev, ko so začeli nove prebivalce vabiti s hišami za 1 evro. Bili so prvi, oziroma med prvimi s takimi ponudbami, seveda pa so njihovemu zgledu sledili še številni drugi kraji. Za 15 zapuščenih stavb, nujno potrebnih obnove, so dobili kar 100 000 ponudb. Zato so se tudi pred 2 letoma odločili ponuditi še dodatnih 15, tokrat za 2 evra. Med tistimi, ki pa se mi je že takoj na začetku nasmehnila sreča, je bila platforma Airbnb. Daj, a je to res sreča, presodite sami. Torej, oni so s pomočjo lokalnega oblikovalca vrnili hišo v življenje, zdaj pa iščejo prostovoljce, ki bi jo za daljše obdobje klicali dom. Najbolje za 1 leto, seveda pa najkrajše obdobje bivanja je 3 mesece. Delo se začne zadnji dan junija, torej je to bolj kot ne vsaj mišljeno za poletne mesece, če pa je že možnost pa seveda za celo leto. Kakšne so omejitve? Ja, ni jih veliko. Angleščina je nujna, priporočeno pa ali pa tudi sicer ne nujno je znanje italijanščine. Tako kakor sem že prej omenil. Prostora je dovolj za par z 2 otrokoma, so tudi zapisali, pa v prijetno opremljeni hiši bodo lahko izbrali sobe, ki jim najbolj ustrezajo. Druge pa bodo oddajali. Zaslužek pa bodo lahko obdržali. No, saj to je najbolj važno pri vsem skupaj, da celotni zaslužek lahko obdržiš. Tako kot sem že prej omenil, so te ponudbe že prej ponujali, ne. Recimo tudi v mestu Bisaccia za to porušene nepremičnine ponujajo za 1 evro. Časovnega roka za samo obnovitev nepremičnine, tako kot v drugih mestih, ki je določen, v tem mestu ni, kar je super, ne. To je pa, kje sploh je ta Bisaccia? To je med Neapljem in Barijem, to je na jugu italijanskega Škorna. To je slikovita destinacija v regiji Campania, kjer ponujajo hiše za ceno ene kavice oziroma še manj. Gre za možnost nakupa poceni doma, je pa to, ko na trg daje 90 razpadlih stavb, mesto se, kakor sem že prej omenil, pridružuje drugim krajem, ki na ta način sicer poskušajo rešiti umirajoče skupnosti. Kakor pravi župan oziroma namestnik župana Francesco Tartaglia, da je to zapuščeno območje se razprostira po najstarejšem delu vasi. Zapuščene hiše so združene, stojijo druga poleg druge ob isti cesti. To je recimo kakor pri nas recimo Piran, ne, ke so bajte čisto skupaj, tako so pač včasih delali, ne. No, in te nekatere hiše imajo tam celo skupen vhod, zato predvsem pozdravljajo družine, skupine prijateljev, sorodnike ali pa celo skupino večjih vlagateljev,
da združijo moči, da dejansko več hiš naenkrat obnovijo. Ne radi vidijo, da bi kupili samo eno hišo, ampak da bi dejansko kupili več hiš naenkrat, saj bi s tem imeli večji vpliv v mestu, pa tudi dali mestu priložnost za novo življenje. Zdaj, jaz bom tako rekel, to je vse lepo in prav, dobiš bajto za 1 evro, 2 evra, 3 evre, ampak v kolikor moraš ti še to vložiti, denar, pa tukaj moramo gledati na to, da jih je tukaj kar dosti tisoč evrov, je spet tako. Če nimaš denarja, si pač tega ne moreš privoščiti, ker to je problem. Zdaj večinoma po moje, da si bojo te hiše omogočili oziroma da bojo te hiše kupili taki, ki že imajo denar, ke res mislijo neko starost preživeti v enem idiličnem starem mestecu, ali pa verjetno bolj kot ne po moje kakšne skupine vlagateljev, ki bojo kupili več hiš takole in jih bojo oddajali. Načeloma je to za samo mesto pravzaprav vseeno, kdo kupi, kdo obnovi te hiše, kajti pomembno je, da se obnovijo in seveda tudi, da je neko življenje v mestu, kajti to je treba delavce pripeljati tja, nastaniti in vse tako. A poznate Wordle oziroma besedle? No, jaz sem to zadnjič videl na Dnevniku, sem šel potem na RTV Slovenija prebrati in to naj bi bila igra, ki je namenjena bogatenju besednega zaklada in je baje tudi obnorela svet. Kako je to sploh nastala, ta igra? Je Josh Wardle je med lansko karanteno svojo partnerko, sicer ljubiteljico besednih iger, razveselil s preprosto igro. Oktobra pa je dosežek predstavil na spletu. Zdaj do začetka januarja je uganko preizkusilo že več kot 300 000 igralcev. Wordle naj bi bilo tako, kot so bile včasih križanke v njenem časopisu. Namreč vsi so reševali isto križanko in tukaj zdaj vsi rešujemo isti Wordle. Je to brezplačna igra, ki temelji na ugibanju besede dneva. A pozor, na voljo imate samo 6 možnosti ter omejeno število in izbiro črk. Zdaj to lahko tudi vidite trenutno na zaslonu, kjer sem se poigral, sem prvič sploh šel preizkušati to igro in je taka zelo zanimiva, dejansko moraš razmišljati. Tako da, dajte si jo dol potegniti in igrajte. Je zelo zabavna. No, pa smo prišli do današnje tretje teme, to pa je digitalna Afrika. Verjetno malo začudeni me gledate. Kaj? Afrika pa digitalna? Ja, ne boste verjeli, ampak Afrika je vsaj v nekaterem področju in v nekaterih državah, predvsem to seveda v mestih, v glavnih mestih, zelo napredovala, kar se tiče digitalnega bančništva. Pospešen proces digitalizacije v Afriki je potekal že kar nekaj časa po ustaljenem redu, je pa seveda ta korona kriza to majčkeno potencirala, predvsem zaradi tega, ker je bilo javno življenje zelo omejeno in je bilo treba seveda te digitalne platforme spraviti do te mere, da je seveda vedno več ljudi lahko opravljalo določene storitve preko spleta, tako kakor je recimo zdaj to pri nas e-uprava. Kar pa je najbolj zanimivo, vsaj v Afriki, da je ta pospešitev digitalizacije prispevala k pobiranju več davkov in tudi zmanjšala korupcijo. V času korona krize je tako kot povsod po svetu brezstično plačevanje postalo kar nekaj vsakdanjega ali pa vsaj večji del teh transakcij se opravlja preko bančnih kartic in ne preko samega denarja. No, v Afriki države kar tekmujejo med sabo, katera bo uvedla čim več storitev, imela čim boljše pogoje dela, skratka, da bo čim prej ta celotno digitalno področje oziroma digitalizacijo javnega življenja čim prej uvedla. Zdaj pa verjetno mislite, ja pa kako za boga, ne, Afričani to delajo, če pa vidimo, da vsaj v večji meri nimajo nekih hudih telefonov, ne. Saj če imaš ta prenosni telefon, ta smart telefon, je vsaj za nas, zahodni svet, seveda to nekaj popolnoma običajno, da skeniraš QR kodo, plačaš, no. V Afriki temu ni tako. Se je pa
pojavilo kar nekaj novih igralcev na tem trgu, ki sicer proizvajajo malce nižje cenovne telefone, ki so zelo podobni tistim našim starim telefonom, a la Nokia 3310 ali kaj že bila, vendar s posebno opcijo. In ta opcija je tudi možnost plačevanja raznih stvari preko SMS sporočil oziroma s posebno kodo, ki jo uporabniki dobijo na svoj telefon. Kar pa najbolj pomembno pri vsem tem je pa to dejstvo, da v Afriki ne potrebuješ imeti odprtega bančnega računa, da plačuješ oziroma prejemaš razne prejemke na ta račun, ampak je dovolj, imaš odprto mobilno denar. Ko imaš to, lahko delaš praktično vse. Pri sami uporabi teh finančnih transakcij preko mobilnih telefonov prednjačita vzhodna in zahodna Afrika. No, pa tudi ostali deli ne zaostajajo veliko. Zdaj, edini res ta glavni problem v Afriki je seveda to skokovito naraščanje širokopasovnega mobilnega interneta. Tu so še zelo počasni, vendar se zadeve počasi izboljšujejo, saj je vedno več investicij v Afriki, ki gre v to smer, da bi se izboljšalo samo omrežje, tako mobilno omrežje, mobilno podatkovno omrežje, če sem bolj natančen, ter seveda širokopasovni dostop do interneta. Evo, imam čisto eno vprašanje. Katera izmed teh afriških držav je trenutno največja uporabnica mobilnega bančništva? Kajti mobilno bančništvo je sicer značilno za podhranjene države pa s slabim bančnim sistemom. Ja, to je Somalija, prav ste slišali. To je država, ki že 3 desetletja išče izhod iz državljanske vojne in nestabilnosti. Je pa tudi še ena zelo zanimiva država, in sicer Mogadiš. Ja, verjetno si mislite WTF. Ja, Mogadiš je šele leta 2014 dobil svoj prvi bankomat. Zdaj pa zelo stremijo k temu, da bi postala celo prva brezgotovinska država na svetu. No, link do omenjenega članka, iz katerega sem črpal te informacije, je pa objavljen spodaj v opisu videa.